Ja. Rad še dobe? Okay. Ja. Lepo pozdravljeni na pogovoru Pomen nedejanj in sveto. Jaz sem Mateja Bartol, jezikoslovka in filozofinja in bom vodila pogovor z Matjažem Regovcem, ki ga bom najprej kar predstavila. Matjaž Regovec je doktor psiholoških znanosti, kvalificirani neodvisni jungovski psihoanalitik in tudi doktor filozofije. Od letos, to je nekaj novega. Je ustanovitelj inštituta IPAL in povezovalec njegovih tutorjev od leta 1993. V tem času se je kot plod skupinskega dela na inštitutu rodila tudi metoda IPAL. Poleg zasebne prakse psihoanalitske obravnave in psihoterapevtskega zdravljenja v Ljubljani povezuje študijske skupine v Sloveniji, Rusiji in Angliji ter vodi online seminarje v angleščini, ki so odprti za udeležence vseh držav, veroizpovedi, usmeritev in prepričanj. Je avtor številnih strokovnih in znanstvenih knjig. Zadnje leta razvija svoj znanstveni organon, ki vključuje njegove izvirne psihološko-filozofske, integrativno in antropološke poglede. Med drugim raziskuje povezavo Jungove rdeče knjige z nekaterimi aktualnimi koncepti v psihoanalizi in metodi IPAL. To na kratko, Matjaž, o tebi. Pozdravljeni. Pred enim letom na prejšnjem knjižnem sejmu sva tudi imela pogovor in v tistem pogovoru si podal pravzaprav osnove za to, o čemer boš danes govoril. Ti praviš, pravzaprav bi te lahko imenovala za utemeljitelja kogitologije. Namreč tvoje prve 3 knjige imajo v naslovu besedo kogito in govorijo o tem, da smo ljudje nekako sestavljeni iz 4 plasti, iz 4 različnih načinov, kako procesiramo svet. Dej za uvod, prosim, nam samo povej to osnovo, da bomo videli, iz česa izhajamo v nadaljnjem pogovoru. Hvala za tale uvod. No, te 4 razsežnosti so v bistvu razsežnosti človeka, so bistvene razsežnosti človeka in temeljijo na, bi rekel, klasičnem pojmovanju 4 razsežnosti narave, 4 elementov, ki pa se potem v novem veku, po začetku novega veka, z nastankom kogita, spremenijo v človeške razsežnosti. To so razsežnosti duha, duše, telesa ter uma in razuma. Tako da vse, kar človek zaznava, vse, kar človek deluje, vse, na čemer deluje, ali pa vse, s čimer človek deluje, v dimenzijah duha, duše, telesa in uma, je tudi nekaj, kar človek ustvarja. To se pravi, odkar je veliki Descartes, da tako rečem, prišel do te ugotovitve, ker on kogito, on torej je, zaradi kogito on je, pri čemer kogito pomeni te 3 oblike, torej zaznave, delovanja in stvarjenja. Podob bom tudi dodal, ker tisto, kar človek ustvarja, so podobe. Od takrat naprej je to kogito. In to seveda pomeni, da najbrž je kogito bil že prej, ampak ni se ga človek na ta način zavedal in je nekatere pomembne stvari o sebi, o naravi in svetu in o drugih pripisoval pač ali naravi, kozmosu, ali pa potem kasneje Bogu, očetu, stvarniku, ki vse to dela, vse to počne. Stvari se neverjetno spremenijo, ko prispemo do novega veka in pravzaprav zato, ker kogito torej sem. To je izjemna revolucija, ki še nismo pravzaprav prišli do konca, da tako rečem, kaj je pravzaprav ta revolucija, ki je bila paralelna revoluciji v astronomiji, uničenje Zemlje kot varnega
centra vesolja in odkritju Amerike, torej predvsem, sem prišel do tega, da pravzaprav kogito je tudi novi kontinent v filozofiji, sicer ne čisto kogito, kajti kogito ne stoji sam zase. Kaj to pomeni, da ne stoji sam zase? Torej, kogito ne stoji sam zase. On ima torej 3 oblike, torej percepcija, delovanje, stvarjenje, vendar on sam zase ni nič. Torej, kogita ni, če ni nekoga, ki vse to dela. Okay. In sedaj torej, dela pa seveda človek, človek dela v tej, rekli lahko tudi dobi človeka, v katero vstopamo, antropodiceje, in človek v svoji, lahko bi rekli, novoveškem, torej v kontekstu tega novega kontinenta, ki ni več človek samo kot človek, ampak nekaj specifičnega pri človeku, in to je nekaj, kar je bilo pri Descartesu že najavljeno, čeprav ne do konca izpeljano, ali pa je ostajalo malce v ozadju, torej, to je bil on kot jaz, to je bil jaz Descartes, kogito, in jaz Descartes, zato sem, Torej, sprožil plas, ki se še zdaj vali, ne vemo, dokaj se bo privalil. In nič več ni gotovo, ampak je vse odvisno od kogito. To je tisto, kar človek pogrunta, nič več ni odvisno od Boga, ampak je odvisno tudi od človeka. Zdaj se že nakazal, že greš v smer, da pokažeš, zakaj so dejanja tako pomembna, ampak dajva prej še nekaj obdelati. Jaz sem na zagovoru tvojega doktorata in vem, da ko si ti govoril o teh 4 plasteh, 4 razsežnostih človeka, je potem bilo postavljeno vprašanje, zakaj se pa potem ustaviti pri 4, zakaj pa ne bi bilo še več razsežnosti, in kako bi recimo to utemeljil, zakaj ravno te 4? Ti si v svoji prvi knjigi te 4 razsežnosti utemeljil zgodovinsko, našel si mislece ali pa področja znanosti, ki gledajo, ki preučujejo svet skozi enega od teh 4 načinov, ampak zakaj 4, mislim, Ja, torej, zakaj toliko kogita, ali ni kogito vendarle samo miselni, mislim torej sem. Descartes je že takoj videl, da so kogitacije različnih vrst in je tudi to upošteval, vendar se vidi, da je on predvsem mislil na miselno razsežnost človeka, to pa zaradi tega, ker je govoril o sistematičnem dvomu. Metodični dvom, oziroma sistematični dvom, kot se je uveljavil potem v znanosti. In ta sistematični dvom je del razmišljujočega človeka. Torej, mi zaradi tega, ker dvomimo v stvarnost, lahko preverjam, ali je nekaj res ali ne s pomočjo konceptov. Vendar, če pa se vrnemo nazaj, kdo je taki dela, da sta kogito taki dvomi, pa je to ego, človekov jaz ali ego. In tukaj je korenina, ne v sistematičnem dvomu kogitova, da človekov jaz je tudi telesni jaz. Torej, jaz sem tudi na telesu takšen, kot sem jaz, zraven tebe in v svetu, in na sejmu, in na fakulteti, in v metodi IPAL, in na predavanjih, in ne vem kje, s telesom prisoten. In to je tudi jaz. In ta percepcija s pomočjo telesa, akcija s pomočjo telesa, dejanja in s tem stvarjenje, pravzaprav samega sebe, podobe drugih, sveta in končno tudi Boga, je telesni kogito, ker ga dela telesni jaz. Ampak za razliko od miselnega, ki je kartezijanski, XY, kartezijski razcep, kartezijski izrazni sistem, nima sistematičnega dvoma. Tako kot vidim, tako je. Tako kot naredim, tako je. Telo ne dvomi, čustvo dvomi. In to, kar vidim, tako je. Tisto, kar vidim, kar lahko pozaprav. In tudi to, kar lahko naredim, svojo telesno prisotnosti,
je to, kar naredim. Tukaj ni tistega osnovne kategorije sistematičnega dvoma. Torej, ta ugovor, ki je bil tudi na zagovoru disertacije, češ zakaj, kako je mogoča tolika razvednost na 4 dimenzije kogita, če pa pri drugih dimenzijah nimamo sistematičnega dvoma, torej, treba je iti k korenini kogita, ki je njegov nosilec, to je ego. Torej, ego pa je tudi telesni, ego je tudi psihični ego, psihični jaz, od njem govori psihoanaliza in pa seveda lahko bi govorili tudi o duhovnem jazu. To je sicer spet, a ne nek mogoče redkejši koncept ali pa malo obdelovan koncept, kaj je zdaj duhovni jaz in intuitivni kogito, je pa pravzaprav človekovo srce, seveda ne fizično srce, ampak duhovno srce. Človekovo duhovno srce je tisto, ki je lahko odprto ali pa ne, je tisto, ki neguje upanje in je tisto, ki tudi ugotavlja pomen življenja. Torej, srcem rabimo gledati, če hočemo uporabljati intuicijo oziroma intuitivni kogit. Dobro. Greva zdaj še malo k naslovu najnega pogovora. Pomen nedejanj, ne v oklepaju, dejanj, nedejanj in sveto. V bistvu imam dvodelno vprašanje tukaj, ne? Kot prvo, ko na prvi pogled človek pogleda tole, si lahko misli, kaj imajo dejanja, ki so tako telesna in tako konkretna sveti, ne? Nekako profano delujejo. In drugo, zakaj se ti zdi v tem času pomembno govoriti o svetu? In kaj ti svetu predstavlja? Ja. Torej, kako, gledati zdaj sveto, ki očitno je, ker imamo, torej, stvari so svete, življenje je sveto, doživljanje je sveto, ali pa je tudi manj sveto, je bolj profano. V času, ko torej novega veka in naprej, oziroma novega veka v širšem smislu, ki vključuje tudi moderno, postmoderno, drugomoderno, torej v tem celotnem obdobju, odkar imamo kogito, kako pravzaprav govoriti o svetem. Če pa pravzaprav zdaj ni, če pravzaprav sveta, ki je bil do novega veka ustvarjen, ne s pomočjo človekovih dejanj, temveč s pomočjo božjih dejanj, torej Boga, stvarnika očeta, ki je ustvaril svet v 6 dneh. Kako zdaj pravzaprav, če svet ni ustvarjen vnaprej, ampak ga ustvarjamo sami, torej s tem, kar delamo in s tem, kar ne delamo, je ta temeljna dimenzija stvarjenja, kar naenkrat v človekovih rokah. Ali pa, če pogledamo še z druge plati, recimo podoba Boga do novega veka, ki je bila v filozofiji, ki je bila na Zahodu tudi v krščanstvu, je bila ta telesna podoba Boga v obliki Jezusa, ki je umrl na križu. In ta Jezus, ki je umrl na križu, je takrat, pravzaprav, to je bila smrt človeka, Bog pa je torej živel naprej. In ta smrt človeka, telesnega človeka, torej pomeni, da človek živi naprej in mora sam ustvarjati ne samo sebe, svoj svet, ampak tudi podobo svetega in konec koncev tudi podobo Boga. To se pravi, da sami sedaj odločamo, ali je nekaj sveto ali ni. Ni vnaprej napisano. Torej, ni več teh tablic, ni več teh zapisov, ki bi nam povedali, kaj je zdaj tisto, kar je sveto in kaj je tisto, kar ni, ampak moramo sami ugotoviti. Torej, jaz pravim temu individuum, ki nastaja na pogorišču pravzaprav svetega, z ukinitvijo velikih podob, Boga, pravzaprav pomeni stvarjenje človeka, ki mora na nov način izgraditi sebe, svoj svet in podobo Boga. Ampak je to sveto še vedno transcendenčno? Ker meni je sveto bilo vedno kot nekaj, kar prihaja iz strani transcendence, nečesar, kar nas presega. Tudi tukaj naprej omenjava metafiziko, bova šla skozi druga vprašanja še. Tako da
Kje je zdaj tukaj transcendenca? Gre za transcendenco v imanenci, ali kaj? Torej, Presežnost. Torej, kje je zdaj ki je vedno veljala za Boga in za sveto. Tako, kje je zdaj ta presežnost življenja? Kdaj se zgodi nekaj, da je neko dejanje sveto? Kaj je tisto, kar naredi nekaj, da bi bilo sveto? Bi lahko rekli, pravzaprav šli za kvaliteto, ki se skriva za tem dejanjem, oziroma motivacijo, ki pelje do tega dejanja. In sicer ta motivacija, ta razsežnost je nekaj, kar bi lahko imenovali osebni duh. Torej, osebni duh človeka, ker enkrat govorimo o osebnem duhu človeka, in kaj je zdaj osebni duh, kako prepoznamo človekov osebni duh, in če dobro pomislite, imamo pri osebnem duhu dve razsežnosti. Eno je, recimo, ko človek umrje, kako se ga spomnimo? Spomnimo se ga po tipičnih, mogoče čustvenih dogajanjih, odnosih in tako naprej, na eni strani, po drugi strani pa njegovega duha, njenega duha, najbolje čutimo na osnovi tega, kar je naredil in kar ni naredil. Bom dal kar en primer, recimo Mihail Gorbačov ni šel v vojno, ampak je razmontiral sovjetski sistem. In to je bilo dejanje, ki je pokazalo njegovega duha. To je bilo dejanje, ki je bilo takrat za celoten svet sveto. Bilo je sveto za njega kot individuuma, ampak hkrati je bilo sveto za cel svet. Tako da, ko začnemo razmišljati, torej pridemo o tem, zakaj so dejanja in zakaj niso dejanja sveta, pridemo do tega, da pravzaprav sedaj posameznik odloča, ali bo pritisnil na gumb jedrske konice, ali bo dala signal v teksaški kaznilnici, da se sproži injekcija na smrt obsojenemu, ali ne. Torej, on, individuum, posameznik, ima sedaj orodje, ker ni vnaprej določeno, kako se bo sveto oziroma manifestiralo, oziroma kako se bo pravzaprav življenje zapravilo. Ali pa ubilo, celo ubilo na tisoče ljudi. In kar naprej smo priča temu procesu, ko nek individuum, ali pa bomo rekli raje posameznik, ker individuum nismo še povedali sploh, kaj to je, kdo to je, ampak odloča o življenju tisočev nedolžnih ljudi. Če vzamemo to na neki večji skali, na neki večji lestvici, ampak ravno tako je z vsemi dejanji, ki jih v vsakodnevnem življenju počnemo, oziroma se jih vzdržimo. To so pa potem nedejanja. To so pa potem nedejanja, ki pa so tudi lahko sveta, kajti recimo nek molk v določeni situaciji lahko prepreči ali pa omogoči zasuk v našem življenju. Če zamudim avion, ostanem doma, lahko prejmem nek telefonski klic, ki je bil pomemben za potek mojega življenja in nadaljevanje življenja, ki bi drugače imelo drugačno smer. Naprimer, to se pravi, tudi nedejanje je lahko sveto. Ja, lahko je celo močnejše od dejanja, tako tudi tišina lahko močnejša od govora. Zdi se mi prav, da greva najprej kar skozi ta vprašanja, ki so napisana v opisu današnjega pogovora, ker so bistvena. Napisali smo takole. Vsi duhovni sistemi uveljavljajo pomembnost človeških dejanj. To presečno področje filozofije in psihoanalize, torej ravno na tvoj mlin voda, naslavlja vprašanja, kot so prvo, ki me tudi mene zelo zanima, v čem se skriva metafizika vsega, česar ne naredimo. Kje je metafizika tega nedejanja? Delno so to že povedala, ampak... Kako se zdaj ta človekov, bom rekel, duh, bodi si materializira, bodi si se ne materializira.
vprašanje, s katerim so se ukvarjali v filozofiji najprej empiristi, ki so pogruntali, da pravzaprav tisti trenutek, ko odprem oči, naprimer, je neko pohištvo v sobi, ko zaprem oči, spet ni v sobi. To se pravi, začetki telesnega kogita, novoveški začetki telesnega kogita so zelo pomembni ravno zaradi te koagulacije ali pa bom rekel strjenih podob, ki jih ima telesni kogito. Torej, če nekje nisi prisoten, potem nisi prisoten in nimaš priložnosti. Zdaj, mogoče malo preskočimo vmes, če grem na zadnje ugotovitve kognitivne znanosti. Tako imenovano strukturno parjenje pomeni, da s telesno prisotnostjo nastane interakcija z okoljem, v katerem se spreminjata oba dva, in okolje in človek sam. To se pravi, ko smo nekje fizično prisotni, se začne proces predrugačenja, razvoja in sebe in drugega človeka in seveda okolja v celoti. Kar pomeni, da se ravno zaradi telesne prisotnosti oziroma neprisotnosti spreminja tudi svet v celoti. Se pravi, ko jaz nekam pripotujem, vidim svet drugače, kot sem ga včeraj. Se pravi, telesna prisotnost je tista, ki povzroča proces telesnega kogita, stvarjenja podobe sveta in tudi podobe Boga, ki bi drugače potekal, če ne bi mi naredili premika na določen kraj, na določeno mesto, ali pa če bi ga naredili. Spravi, Boga razumemo drugače, sveto je danes razumljeno drugače. Kaj pa čudež? Tukaj je vprašanje, in kdaj je to čudež, to dejanje ali ne dejanje? Ali potem čudež nekaj drugega, kot je bilo včasih, kot je bil včasih? Torej, če gledamo zgodovinsko, in mislim, da je ta perspektiva izjemno pomembna v filozofiji in nasploh, v razvoju človeštva, da pravzaprav te prejšnje podobe Boga so še danes žive. Naprimer, krščanstvo ni umrlo za novim vekom. Danes še vedno razmišljamo o krščanstvu. Torej, zakaj je Jezus umrl na križu? In on je delal prej čudeže, on je bil tisti, ki je delal prej čudeže in sedaj, ko je on umrl na križu, torej, moramo vsi delati čudeže. Torej, življenje od nas zahteva, da delamo čudeže, ker enostavno jih ne bo nihče več naredil. Torej, kje naprej tle po Jezusu življenje, če ne bomo mi sami ustvarili svojimi dejanji tisti čudež življenja, ko presežemo samega sebe, ko naredimo nemogoče, ko svojo prisotnostjo preprečimo nekaj ali pa dosežemo nekaj, ali pa svojo neprisotnostjo nekaj omogočimo. Tukaj notri je to ustvarjenje, ki je v dejanju, ki sedaj in to, že prej smo govorili o osebnem duhu, in da dejanja, nekatera dejanja označujejo človekovega duha, ga pokažejo, tukaj je človek naredil in tukaj človek v ključnih trenutkih v življenju ni naredil, in to je sveto, ker to ostane za njim. To ni njegova duša, to ni njegovo telo, to ni njegov to je njegov duh. In ta duh, je nekaj, s pomočjo česar on postaja individuum, ker je individualno prepoznaven kot takšen. Kot je bil naprimer Gorbačov, ali pa James Oglethorpe, ki je dosegel, da so suženstvo ukinili. Torej, pa potem na teh manjših dimenzijah, človek, ki je, torej, po čem se spomniš svojih pokojnih svojcev, svojega pokojnega očeta, naprimer, kaj je bilo tisto, kar je on, kar je res, ne bilo reči, to je pa res bil on, to je bilo pa res nekaj, po čemer se vidi, da je bil to on, take stvari rečemo. Vidite, in to so ponovadi dejanja. In tukaj noter, se skriva področje, ki bi mu lahko rekli individualna podoba Boga. Torej, še posebej tukaj mislim na dejanja, ki jih delamo zaradi
osebne sreče, zaradi veselja do življenja, zaradi tega, ker bi radi boljšo kakovost življenja in ker bi radi uveljavili tisto osnovno človeško vedrino, upanje, zaupanje v razvoj in prihodnost. Tukaj noter se skriva tisto, kar je sveto za vsakega človeka izmed nas posebej, in tukaj pridemo do individualne podobe Boga. Nihče več nam ne more predpisati, tudi če bi želel, ni sposoben, kaj je za nas sveto. Mi moramo sami oblikovati, kaj so tiste dejavnosti v našem življenju, ki so dejansko, ki pomenijo udejanjanje, pričevanje naše lastne individualne podobe Boga. Ja, kaj pa kolektiv? Ti v tvojih delih zelo poudarjaš, da je človek kot individuum in človek kot kolektiv. Kako se pa to sveto, pa ta dejanja, kako se to na kolektivu izraža? Zdaj se dajo primere predvsem individualnih individuumov. Ja, torej, govorimo o duhu časa. Duh časa. Bil je covidni duh časa, in smo morali vsi izolacijo. In vsi smo morali ubogati tega velikega Boga. Potem pride drugo obdobje, prinese vojno. In vsi moramo ubogati vojno. Zaradi vojne imamo dražji plin, zaradi vojne, moramo poslušati take novice. Zaradi vojne smo vsi v strahu, kot kokoši gledamo, kdaj bo nekaj prehitelo. A vidite, to je duh časa. Torej, nekaj, kar je prej bilo predpisano, recimo do novega veka z očetom Bogom, stvarnikom, naprimer krščanstvo na zahodu, je sedaj kar naenkrat v gibanju. Ta duh časa ima različno voljo in nas zahteva pokoritev. In ta duh časa je pravzaprav treba ubogati. Torej, ta duh časa na nek način se ga treba bati. Torej, posameznik ne more iti proti vojni. Upoštevati. Ne nujno ubogati. Ja, ubogati. Ja. Ubogati, Bog, beseda noter skrita. Zanimivo reklo, pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal. No, a vidite, to so vedeli že preden, torej pred novim vekom so vedeli, da kogito, bo naredil. Torej človekov kogito, človekov telesni kogito, torej njegova dejanja bodo naredila tisto, kar te bo rešilo. In to bo seveda pomenilo tudi osvoboditev tvojega Boga, ker bo ta Bog prišel v akcijo, v manifestacijo, nekaj naenkrat bo tam. In čeprav še ni bilo kogita javno znanega, ali pa priznanega, bil je sicer že pri Augustinu v nekih svojih zametkih, ampak šele z Descartesom, z velikim pokom novega veka je prišel v človeško kolektivno zavedanje, so posamezniki vedeli, posamezniki so vedeli, da moraš sam narediti. In to reklo je starejše od Descartesa. In vsi duhovni sistemi, vsi religijski sistemi poznajo to reklo. Vejo za to skrivnost in da ne moreš čakati na usodo. Da ni to dovolj. Če ždiš tam v kotu, Bog ne bo pomagal. Moral boš nekam iti, nekaj narediti, se izpostaviti, tvegati in s tem nekaj prispevati in zase in za svet. Eno tako prihodnost usmerjeno vprašanje imam. V katero smer, v kakšno smer misliš, da bi moral iti človek kot posameznik ali kot kolektiv, da bomo napredovali na vseh teh 4 plasteh našega delovanja in stvarjenja? Kam misliš, da se mora človek obrniti, da bo šel v svetu nekaj bolj perspektivnega, kot trenutno zgleda, kje da smo? Zvenelo bo klišejsko, Se klišej odnakot pride, Ampak človekov duh, ne zdaj, dobro, duhovnost, mi je kar slabo izreči, ker je tolikrat omenjena beseda, ampak človekova duhovnost pomeni njegova dejanja, še enkrat ne. Torej ta njegov osebni duh, ne duh kar tako, ki se nekje pojavi, nekje tam lebdi, ampak torej to ti, v kaj verjameš, v kaj zaupaš in v kaj se angažiraš svojo angažirano prisotnostjo in življenjem svojega individualnega življenja.
Torej, življenje je sveto, ne samo to, kar delamo za svet in za druge, ampak to, a ne zavedanje, rast zavedanja, v čem, kaj sem dolžen sam po sebi. Ne, torej, se pravi, ko bom umrl, me ne bodo se nam spraševal, kaj zdaj kot neki gnarja ali ne vem, knjig napisal ali nekaj, ampak a si živel svoje življenje? A si pogruntal, kaj moraš delati, da bi bilo tvoje življenje sveto? Da boš lahko umrl, pomirjen s tem občutkom, da si naredil, kar se da največ, ne, za to, da bi pravzaprav izrazil to, kar ti v svojem duhu dejansko si. In to je seveda težka naloga, pomeni vključevati druge, sodelovati z drugimi, žrtvovati se tudi za kolektiv. Vse to na nek način je del tega procesa individuacije, kjer postajamo enkratne, neponovljive osebnosti, ki pa niso narcisistično zdaj nekje tam neke zvezde, ampak so dobro povezane s kolektivom, ki služijo tudi kolektivu, ampak jih kolektiv tudi prepoznava kot pomembne individuume. Vsa dela so tukaj enako pomembna, vsi poklici so enako pomembni, vse usmeritve so enako pomembne, vsi spoli, zdaj jih imamo 100, so enako pomembni. Torej, pomembno je, kaj pravzaprav človek naredi. In česa se vzdrži. In česa se vzdrži, kaj, ja, dejanja in nedejanja. Ko govorimo o individuumu in kolektivu, se mi vedno zdi, da je glavna umetnost v življenju, kako loviti mero med obojim, kako boš zase kot individuuma dovolj poskrbel in hkrati v ta kolektiv. Ti kot psihoterapeut, kot z dolgimi psihoterapevtskimi izkušnjami, imaš kakšen nasvet? Mislim, kako človek čim lažje lovi to mejo med obojim, da ustreže in sebi in kolektivu? Zdaj, s tem pomerjen, mislim. Kako postati individuum, velika težava. Je pravzaprav ključ, upraviti najprej kolektivne naloge, ki jih imamo, to se pravi medčloveški odnosi, poklic, intimni odnosi, nadaljevanje vrste, torej, če ni nadaljevanje vrste, drug ekvivalent, in potem se ta individuacija pravzaprav lahko sproži. Ko plačamo davke kolektivu, ostane nekaj pravzaprav za tisto naše veselje, da pravzaprav lahko počnemo stvari samo tiste, ki smo se jih sami izbrali in ki so zato svete. To so velikokrat neke drobne dejavnosti, tipično hobiji, konjički, ampak ne samo to. To so vse tiste dejavnosti, ki nas res osrečujejo in ki pomagajo izgrevati, temu jaz rečem, osebno srečo. Pričemer pa osebno srečo ne mislim samo psihično in telesno blagostanje, temveč tudi in predvsem duhovno blagostanje. Torej, boj z depresijo, anksioznostjo, alkoholizmom, promiskuiteto, destruktivnim obnašanjem v odnosih je dejansko dati prostor osebnemu duhu. Torej, kaj pravzaprav bi vi želel narediti v svojem življenju in kako lahko to skupaj pogledavati. Naprimer, čisto praktično, psihoanalitično vprašanje, v psihoanalizi, psihoterapiji, metodi IPAL, kjerkoli se dela na sebi, kaj vi mislite, kaj bi pravzaprav lahko vi delala, počela, pa si še ne upate. In lahko, recimo, v neki takem delu v paru raziščeva, da bi se pravzaprav lahko ta osebni duh začel osvobajati. Ker osebni duh je povezan s svobodo. In najhuje je, če človeku vzameš svobodo s tem, da ne more ničesar početi. Najhujša oblika mučenja so človeka zapreti, kot v Guantanamu, v kletko, s tem najhitrejši popade, ker ne more več delati s telesom, niti hoditi ga več napustijo, naprimer, ne. Torej, to je najhitrejši način, da človek skera. Torej, če nima več telesa, s katerim potrjuje svojega duha in se odloča o izražanju svojega duha, pride do regeneracije človeka. Torej, človek kot celota začne razpadati. Všeč mi je ta poudarka, ker nekako splošno sprejeto je mnenje, da smo prišli do neke
do nekega že precej skrajnega materializma z našo civilizacijo. A ne? In materializem poudarja tu skrb za telo, pa to. A ne? Ti pa poudarjaš, da je s telesom treba izražati duha in to se mi zdi tako zelo dobrodošla sprememba in pravi odgovor na ta pretirani materializem, ki smo mu zdaj pričali. Torej, denar je treba potrošiti, ne? To je to, porabiti, a ne? Za dejavnosti, ki bi jih radi počeli, ne? Torej, če imamo denar. Če nimamo denarja, imamo nek drug resurs, a ne? Imamo odnose, kako lahko skupaj z drugimi nekaj naredimo. Ne? To se pravi, a ne, ta materializem počiva tudi na tej nevednosti, a ne, da pravzaprav ne vemo, a ne, kako odgovorno je vsak finančen vir, materialni vir, ki ga imamo. Namenjen je temu, da ga živiš, da ga pretvoriš, da se izraziš, da nekaj več narediš iz tega, a ne, in da na koncu tudi umreš svoboden zaradi tega. Ne sedeti na nečem, zbirati nekaj, a ne, in potem se potem dediči stepejo za tisti preostanek. Ok. No, zanimivo je tudi, da te 3 prve tvoje knjige, ki so izšle v okviru zbirke, ki si jo naslovil Antropodiceja. To se mi zdi tudi pomenljivo, a ne? Poznamo izraz teodiceja, ampak tole je pa Antropodiceja. Daj, pojasni, prosim. Ja, no, zdaj, kaj je tisti uržah, a ne? Kaj je tisti prav vzrok vsemu, a ne? Kar je, kar se dogaja, kar se odvija, kar se preobraža v svetu, a v kozmosu, a ne, je bil nekdaj pač v tem starem pogledu Bog, oče stvarnik, a ne, ki je ustvaril svet in ki ga bo pol tudi nazaj vzel, a ne, ko bo Jezus drugič prišel. V novem veku z rojstvom kogita pa pravzaprav moramo vse to delati sami, a ne, in od človeka je odvisno. In to, kakšen svet zgleda, in kako ga dela, a ne, in kaj mu duh časa narekuje, a ne. In zato je to antropodiceja, torej človek kar naenkrat odloča in zato je tudi ta velik razvoj, a ne, človeštva v novem veku, torej vse je na človeku, na njegovem kogitu, kaj bo človek naredil in česar človek ne bo naredil. Zato je to antropodiceja, torej ta vzrok ni več v Bogu, ali pa v stari Grčiji je bila kozmodiceja, je bil vzrok v samem kozmosu, ki samega sebe preobraža in spet, a ne, pride nazaj in gre v novo obliko. Ampak zdaj pa pravzaprav človek odloča, a ne. Človek odloča od najmanjše stvari, zjutraj, ko vstanemo, ki jo naredimo, ali pa je ne naredimo. In to tudi odgovornost dvigne na eno drugo raven, a ne? Kar naenkrat je odgovornost postala mogoče še težja. Kaj jaz vem, kot je bilo prej, ko si se lahko zgovarjal, ja, pa bom šel k spovedi, pa mi bo Bog odpustil grehe. A ne? Ja, pač nova kvaliteta odgovornosti. Ali je dovolj, ne, da sem dober kolektivni človek, sistemski človek, a ne, ki plačuje davke, za sistem je dovolj, ki je mlajšo generacijo vzgojil, ki prispeva vsak dan, ki dela dobra dela za druge. A je to dovolj? Ali je še kaj več? Ali je dejansko dolžen tudi kaj samemu sebi kot individuumu? Bom takšno vprašanje, a ne, za konec pustil, imamo še 5 minut. Ok, še 5 minut. Ker dejansko, a ne, se je treba zamisliti, a je to dovolj? Ali bom umrl s tem, a ne, da sem bil dober državljan samo, ali je še kaj več zame. Tukaj je ta metafizika. Tukaj je ta metafizika. Pa sem jo našla, kam je zanima, kje je. Si se kar malo spotil. Dobro. Samo še 5 minut imamo. A bi kdo slučajno na hitro kaj dodal, kaj vprašal? Prinesem mikrofon, dajte dvigant roke, če bi kdo kaj rekel. Ok. No, potem bi pa kar za zaključek, da prosila, da to tale današnji pogovor je pravzaprav uvod v eno predavanje, v 2 predavanji pravzaprav. Prvo bo 2. decembra na konferenci ob 30-letnici ustanovitve inštituta IPAR, katerega ustanovitelj si ti. To bo predavanje 2. decembra v City hotelu v okviru konference, predavanje o osebni sreči, individuaciji in svetem. Vljudno vabljeni, to je javna konferenca. In potem še v okviru gibanja Svetovni etos 21. decembra v
Zakožu, Knjižnici Otona Župančiča. mestni knjižnici, bivši supermarket, a ne. Okay. Pravzaprav prav o pomenu, a ne, Božiča, solsticija, odrešenika, kaj je zdaj ta odrešenik, kako bi lahko videli dinamiko odrešenika, a ne, ki se rodi ob solsticiji oziroma Božiču v vseh kulturah, kaj pravzaprav lahko iz tega potegnemo, a ne, za našo osebno srečo. Okay. To bo v knjižnici Otona Župančiča. In osebna sreča, individuacija in sveto, to pa na konferenci 2. decembra, če bi koga zanimalo več o tem, kar sva danes tukaj začela, bom rekla. Mateja, res hvala, da si sprejela tale pogovor. Hvala vam za prisotnost in pozornost. Zdaj moramo zaključiti, ampak če koga kaj zanima, lahko še vpraša, ko nehamo snemati. 15 minut imamo še časa, preden prepustimo oder drugim. Hvala vam. Hvala, Matjaž. Bravo, Matija.